Živijo, sem Iza. Zaradi slabega vremena je ljudi v Planici veliko manj, a vzdušje je vseeno neverjetno. Tistim, ki ste doma, ga poskušajo približati novinarji. Zanima me, kako. Imaš predporočene hitrime? Včasih mogoče sem jo imel, zdaj pa že nekaj let, niti malo. Kako velika pa je radijska ekipa tu v Planici? Približno 40 ljudi. Je Planica praznik za novinarje? V takšnem vzdušju te ponese, je svoj čar in za nas je to poseben praznik. Cel konec tedna bo Radio Val 202 svoj program oddajal od tukaj. Ali je težko narediti radijski program iz tazga dogodka, kot je Planica? Je zelo nepredvidljivo in napeto, veliko stvari nepričakovanih, ni pa težko. Za sliko o tukajšnjem dogajanju skrbi 24 kamer in približno 100-članska televizijska ekipa. Zakaj je poročanje od tukaj posebno? Zato, ker se vsako leto zbere res zelo veliko gledalcev, ker letalci letijo daleč, postavljajo se rekordi, premikajo meje. Ja, je tudi zate Planica praznik, ker si novinar. Seveda je tudi zame praznik, ampak je tak delovni praznik. Ne? Že ob prvem dnevu vlada neverjetno vzdušje. How do you report from Planica? We are transmitting live for German television 2 or 3 hours per day. So it's really important in Germany. A lot of viewers, so at least 3 million spectators in Germany because ski jumping is very popular there. A ti grejo novinarji kaj na živce? Bolj simpatični kot ti ne. Letos imam veliko manj dela z njimi, ker nisem tako dober in jih zato še nisem toliko navličal. Delo športnih novinarjev v Planici je zelo naporno. Z veseljem ga bom še cel konec tedna spremljala od doma. Adijo!